Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v mojo družbo. Moje ime je Lili Sorum in od vas vse večkrat dobivam vprašanje, kaj nas še čaka, kdaj bo že enkrat mir, a bo še kdaj normalen svet okrog nas, kaj vse se nam še obeta. Torej, današnja oddaja bo posvečena točno temu. Sešteli boste potem tudi svoj rojstni datum in bomo skupaj pogledali, kaj točno vam prinaša še preostanek leta, kajti tiste največje spremembe, ki jih tako zelo vsi napovedujemo, pa ne bo gre za astrologe, numerologe, za džotiš, za tarot, za katerokoli to starodavno vedo, ki se ukvarja z razlago obdobij, vsi trdimo, da smo v obdobju sprememb. Danes bomo povedali, kaj je namen teh sprememb, zakaj nas tako zelo gunca letos, to vem, da verjetno že veste, in pa predvsem to, kaj se vam obeta letos in v naslednjem letu. V reviji Ona Plus lahko že malo preberete o temu, v temu tednu pride vam pa tudi že poletna Suzi, kjer se pa že koncentriramo na naslednje leto. Ampak v prav nobeni reviji pa nismo povedali, kaj vsakemu posamezniku glede na število življenjske poti se obeta. Torej, to bo pa danes v današnji oddaji. Ja, zaključili smo karmična leta 2013, 14, 16, 19 so bila karmična obdobja. So bila mogoče malo bolj naporna, smo opazili stvari, ki nam niso všeč, smo opazili stvari pri drugih, pri sebi, v svetu, ki ne štimajo. Pričelo se je pravzaprav leta 2011, ki je bilo mojstrsko leto, leta 2012, če se spomnite, smo tako zelo trepetali pred koncem sveta, kajti tako so Maji povedali, pa v bistvu Maji niso tega napovedali, ampak so napovedali spremembo. Napovedali so preskok. Ali pa mogoče je res nekaj na temu, da je enostavno zmanjkalo prostora za koledar. Ne vemo. Torej, zdaj, ko se je vse to nekako sturboliralo, smo prišli do leta 2020, ki nas je prešejkalo. To je zaradi neharmonije v sami letnici. Letos pa nas premetava levo, desno, gor, dol in v neki centrifugi smo. In pravzaprav, kar je za opozoriti, je to, da največja nihanja, največja centrifuga, če kar ta izraz uporabim, se nam šele obeta. Ampak ne se tega bati. Letošnje leto je namenjeno temu, da presežemo sebe, svoje meje, vse tiste omejitve, za katere smo verjeli, da veljajo, tako na svetovni ravni, kot na osebni ravni. Torej, moje prvo vprašanje vam znova je, kaj vi mislite, da ne zmorete? Kaj je tisto, kar vi menite, da vas tako zelo omejuje v življenju, v svetu? In če kar pričnemo pri enem zelo preprostem vprašanju, kaj verjamete, da se ne more spremeniti? In potem vas bom spomnila na 2 leti nazaj, kako zelo drugačno je bilo življenje. Brez mask, brez karantene, brez testov, brez cepljenja, brez strahu pred okužbo. Še včeraj je bilo življenje zelo drugačno, je tako? In ko so se stvari pričele na Kitajskem, je marsikdo bil skeptičen, da to pa res ni nič takega. Zakaj v življenju ste skeptični, da se nikakor ne more spremeniti? Pa pravzaprav se lahko, pa kako hitro, v enem letu, kako zelo se je življenje spremenilo. Torej, prvo, kar pa bi vseeno poudarila, je, da to ni naša nova realnost in da ves ta strah, gnev, pa reka tudi mogoče odtujevanje med nami ne bo ostalo takšno, kot je bilo lansko leto in letos. Seveda bo tudi ta strah popustil, tudi znotraj omejitev in novih pravil in nove neke stvarnosti, da temu rečemo, se bomo navadili funkcionirati in verjamem, da bomo našli svoj prostor, svojo varnost, sebe. Kar pa se mi zdi zelo pomembno tega časa pa je, da začnemo razmišljati na drugačen način o sebi, o življenju, o svetu. In pravzaprav to je namen teh sprememb. To je namen teh rukarjev, te centrifuge, tega nihanja, teh izzivov, tega, da nam gre vse bolj marsikaj na živce. Tudi v tem trenutku so energije okrog nas močne, smo morda malo bolj razdražljivi ali pa malo hitreje rečemo, jaz imam tega dost. Jaz se tega ne grem več, jaz nimam živcev več za to. Enostavno smo neke stvari prerasli in vedno imamo izbiro v življenju. Tega nas je učilo že lansko leto. Dvojka in enka, veste, številki ne pašete najbolj skupaj. Enka je tista, ki je prodorna, ki je udarniška, ki je samozavestna, ki gre sama z glavo skozi zid brez problema. Dvojka pa je tista, ki rada stvari počne počasi, premišljeno, preudarno, v družbi, popraša za nasvet, rada vidi, da gre še nekdo z njo. Tiste osebe, ki imajo zelo močno dvojkico v svojih osebnih številih, so osebe, ki bodo rekli, peč mano, pa če ne upam sam na stranišče, daj ti prvo probi, kaj pa zdaj to. Zelo niso nagnjeni k temu, da bi bili nekako pionirski. Zelo dobri pa so v tem, da nas povezujejo. Zelo dobri so v tem, da povezujejo na videz različne in nasprotujoče si ljudi, situacije, stvari, navade.
Kaj ni to fantastično, če pogledamo 2021? Torej, na nek način bomo šli z glavo skozi zid letos. Na nek način bomo impulzivni, bomo malo bolj samozavestni, bomo malo bolj osredotočeni nase, na svoje potrebe, na sebe posameznika kot individuuma, kot unikat. In po drugi strani, ti dve dvojkici nam pomagajo se povezovati in globalno se zelo povezujemo. Globalno se še nikoli nismo tako povezovali v zgodovini človeštva. Kaj vse nam je pravzaprav internet omogočil? Torej, kaj zdaj to pomeni za vas? Kako ste lahko bolj globalno povezani? Kako lahko morda povzamete neke modrosti, nauke, navade, način gibanja, prehranjevanja, razmišljanja, čustvovanja z nekje drugod na svetu, se morda kot drugod bolj najdete. V osebnih svetovanjih zadnje čase vse večkrat slišim izjavo, jaz nisem z tega planeta. Tako grde stvari se dogajajo, jaz to res ne morem. Smo pa del tega planeta. Torej vse to, za kar včasih nas kar stisne pri srcu in si mislimo, joj, kako grozno, smo del tega sveta in tudi mi lahko povzročimo spremembo. Če tudi je ta sprememba drobcena. Največjo spremembo in edino spremembo, ki jo resnično pa potrebujemo in je prav, da se z njo ukvarjamo, pa je sprememba sebe. Torej, vedno znova se bomo vračali k temu, kako lahko sebe spremenite na način, za katerega ste še leto, 2, 10 nazaj menili, da je preprosto nemogoče. In če se bo vaš še vedno upiral in boste še vedno mnenja, da je to nemogoče, se vendarle spomnite, kako zelo se je spremenil cel svet v zadnjem letu in pol oziroma 2. Torej, pojdimo z neko zavestjo v preostanek tega leta, iščimo drugačne poti, iščimo drugačnost, razvijajmo sebe na drugačen način, bodimo polni vere in zaupanja, da če bomo vztrajali, bomo našli pot tam, kjer je ni. Ker to velikokrat je bistvo življenja, da najdemo pot tam, kjer je ni. Ne glede na to, ali je morda 10 minut pred nami nekdo drug po njej hodil, pa je samo za nas nova. Ampak pravzaprav to življenje je, saj vsak dan stopamo v nov dan, v nepopisan list, v nekaj novega, v nekaj nepoznanega. Pa naj gre za prehod iz vrtca v osnovno šolo, za novo zaposlitev, za selitev, za novo trgovino, za nek izlet v neznano. Saj pravzaprav vsak naš nov dan je izlet v neznano. Torej, kako lahko v preostanku leta greste na izlet v neznano? Ko gremo nekam na izlet, točno vemo, da bomo prišli potem nazaj domov, v domače okolje, se bomo usedli v najljubši fotelj ali kavč, pričakal nas bo naš dom, naša postelja in tako naprej. Veliko kot v življenju poskusimo, pa vidimo, da je nekaj ful dobro, ampak potem nekako zapademo nazaj. Torej, kako lahko zdaj stvari spremenite na način, da ne boste zapadali nazaj? Predvsem septembra bo obdobje, ko se bo toliko bolj opazilo, ko bo ta energija toliko bolj močna. Avgusta pa se bo ta energija, da vam gre nekaj na živce, da z ničim več ne resonirate, okrepila. Torej, zdajle julija, kaj nam prinaša, bomo povedali že takoj v naslednji oddaji, dajte poslušati sebe. Junija smo delali na ljubezni do sebe. Kaj je tisto, kar je za nas dobro, po čemu pravzaprav hrepenimo, kako biti sami do sebe dobra mati, kako sebe postaviti na enakovredno mesto. Torej, julija bomo gledali, kaj je naš duhovni namen, naše poslanstvo. Torej, raziskujte sebe, kot bi bili novinar. Raziskujte, kaj je tisto, kar vas krepi, kaj vas šibi, kaj je tisto, česa se učite. Seveda tega še ne znate in potem avgusta opazujte svoje odzive. Kaj vam gre na živce še bolj kot zdaj, kajti verjemite, če ste zdaj razdražljivi, to ni še nič. Avgust in september bosta zelo intenzivna meseca, tudi kasneje še oktober. Seveda bomo na ETV vsak ponedeljek o temu tudi še spregovorili, predvsem pa v tistih dnevih, zdajle. Pa vas vabim, da seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre. To pomeni, da boste sešteli svoje število življenjske poti. Poglejte, formule imate tudi že na zaslonu. Pomagajte se s prsti, pomagajte se z mobitelom, verjamem pa, da do sedaj tisti, ki nas sledite že dalj časa, že na pamet veste, kaj je število vaše življenjske poti. Pogledali bomo, kaj do konca leta torej vam prinašajo energije in na katera področja se še posebej skoncentrirati. Torej, drage moje enke, tako kot so prej rekli, zdati z glavo skozi zid. Ampak mogoče včasih se je dobrodošlo malo ustaviti, preden se zaletite v zid. Torej, ko bo pred vami zid, torej nek izziv,
Nekaj, kar vam ni všeč, nekaj, kar se vam zdi, da se pa že toliko dolgo časa vleče, mislim, to pa res več ni za nikamor, kajti vam se včasih malo mudi. Kar poglejte enko, poglejte, kako je kot puščica navzgor, se pravi simbolizira napredek, simbolizira nekoga, ki vedno znova išče nove poti, tudi sredi morja, če je potrebno. Torej, če se pred vami pojavi zid, preverite, če niso morda kje tudi vrata, ali pa vsaj kakšno okno, ali vsaj manjši prehod. Včasih ste preveč zahtevni od življenja, včasih se vam preveč mudi in v letošnjem letu, kjer energije so take hitre, nenadne, hitro zanihajo, za vas in za petke velja, da pravzaprav bi bilo zelo dobrodošlo, da sami sebe malo umirjate vsake toliko časa in se vprašate, ali dejansko sebe živite v tem hitrem tempu. Ali so vaši cilji resnično to, kar vas osrečuje, ali so to vaši cilji? Ali pravzaprav življenje živite na način, tako da kljukate, to sem dosegel, to sem si kupil, to sem naredil? Ali v tem dejansko potem tudi uživate? Kajti, ker ste zelo osredotočeni na cilje, v napredek, ker iščete, kaj vse lahko se izboljša v življenju, kaj vse lahko prinesete dobrega ali pa boljšega ali pa bolj naprednega v svoje življenje in v življenje svojih dragih, se vprašati, ali si vzamete potreben čas za to, da bi se potem ustavili, zadihali in uživali v tem. Nič vam ne pomaga imeti ful hud, dober avto v garaži, če potem ne uživate v tem, da se z njim vozite. Če ga boste imeli v garaži in vas bo vedno znova strah, da se bo popraskal, se bo uničil, se vam bo kdo zaletel van in tako naprej, pravzaprav ne uživate v tem, za kar ste delali. In veliko kot v življenju vsi tako ravnamo, ne samo vi, v letošnjem letu, ker pa so turbulentne energije, ker pritiskajo na vse naše gumbe in ker vi zelo hitro odreagirate, pa je moja popotnica do konca leta vam predvsem. Umirjajte se, umirjajte svoje energije, umirjajte svoje odzive in predvsem ne puščajte sebe na nek način doma, ko greste ven dosegati svoje zadano, svoje poslanstvo, vse tisto, kar vi čutite, da je za vas prav. V letošnjem letu je lahko malo občutek tudi izgubljenosti, kajti ta fokus, na katerega ste sicer navajeni v teh karantenskih časih oziroma koronskih časih, se včasih porazgubi. Dajte si čas zase in ravnajte obratno od tega, na kar ste navajeni. Se pravi, povprašajte za nasvet, umirite se, ustavite se, spočite se. Verjemite, da vas veliko dobrega, novega, pomembnega čaka v drugem letu, ko stopamo v mojstrsko leto, torej mogoče pa je zdaj čas, da si vzamete malo počitnic. In drage dvojke, število življenjske poti 2, preostanek leta tudi za vas ne bo dolgočasen. Za vas bom pa povedala ravno obratno kot za enke. Prej smo rekli, da ste dvojkice zadržane, sramežljive, rade stvari počnete v družbi, rade preverite, v kakšno vodo se spuščate, radi vidite, če vam nekdo svetuje. Torej, za vas bo pa v tem času veljalo, povprašajte sebe, kaj vi menite, kaj bi vi radi naredili. Če imate na drugi strani sogovornika, s katerim se ne strinjate, jaz mislim, da vseeno ti časi so pa to postavili v ospredje. Kaj? Nasprotovanje. Vi dvojkice znate zelo dobro razumeti eno in drugo plat zgodbe, črno in belo, eno in drugo osebo, zato ste fantastični mediatorji. Uporabite to lastnost tudi pri sebi. Torej, če se boste postavili v pogovor sami s seboj, se vprašajte po vsem tistem, kar je nasprotno od vas. Po vsem tistem, kar morda ste mislili, da boste, ko boste odrasli, ko ste bili majhni. Po vsem tistem, za kar so vam govorili, da vi ne zmorete, da vi niste takšni. Kajti dvojkice se včasih, sploh ko ste majhni, pustite prepričati v mnenje drugih. Torej, letošnje leto in dogodke letošnjega leta bodo toliko časa pritiskali na vaše gumbe, na vas, da se bo pokazala tudi druga plat, ki jo imamo vsi. Belo, črno, zeleno, vijolično. Ful jih imamo. V tem času, predvsem septembra, zdravite svoj odnos do sebe, zato je predvsem septembra pomembno in kasneje tudi oktobra, da poveste svoje mnenje, kadar se ne strinjate, da se postavite za sebe, do takrat pa se čim večkrat sprašujte za prav vsako stvar, kaj vi mislite, kaj vi menite, kaj vi čutite in zakaj. In obenem
Opazujte, koliko ste se in v čemu ste se spremenili v zadnjih 3 letih. Kajti verjamem, da ko govorimo o načinu komunikacije, o načinu izbire ljudi okoli vas samih, je prišlo do spremembe. Tudi tu je ena izmed lekcij vašega števila življenjske poti, kateri boste deležni celotno življenje v teh ključnih časih, pa toliko bolj. Torej, izbirajte sebe, svoje odzive, takšne, kot ste vi, in v svoji okolici tudi osebe takšne, kot ste vi, kar korajžno. Aj prav, zdaj pa res ni čas, da bi bili sramežljivi. Število življenjske poti 3. Pred vami je leto, v katerem boste zelo, zelo inovativni. Po eni strani so te hitre spremenjajoče se energije za vas blagodejne, kajti tako lahko vaša domišljija dela. Ampak vaša domišljija gre lahko tako v plus kot v minus, torej v teh časih to lahko pomeni, da je kako the best, vse je ful dobro, potem pa bodo trenutki, ko bo vse bo tako grozen. In v teh trenutkih je pomembno, da se ujamete. Ti trenutki bodo morda malček močnejši septembra, pa potem še enkrat novembra. Namenjeni pa so temu, da vi vidite, kaj vse v življenju se sicer lahko grozno slabega zgodi, pa se po vsej verjetnosti ne bo. In kaj vse dobrega se lahko zgodi, pa je do tja treba še priti. Torej vsi ti pritiski, vsa ta nihanja, vsa ta hecna, čudna, nenavadna energija, ki nas obdaja, v letošnjem letu vam želi pokazati, kako velika paleta možnosti okrog vas, kar vaša domišljija že tako sama po sebi zaznava in v tem uživa. Pomembno pa je, da se čim večkrat ujamete, preden padete v neko dramo, v nek morda preburen odziv. Predvsem tudi, ko govorimo o odnosih, predvsem septembra torej, ni vsak komentar, pa marsikatera objava na socialnih omrežjih, pa kakšen pogled, pa nasmeh namenjen vam. Morda imate občutek, da se okolica z vas norčuje, morda imate občutek, da vas napada, morda stvari slišite komentar, da prehitro, preveč osebno jemljete stvari. Seveda vam je mar, kako vas okolica doživlja. Vsa ta turbulenca letošnjega leta pa pravzaprav vas sprašuje, podobno kot dvojkice, kako vi sebe doživljate in kako vi sebe želite oblikovati. Kajti življenje pravzaprav oblikujemo. In tako kot ste inovativni pri vsem, česar se lotevate, bodite inovativni tudi pri tem, kako oblikujete sebe. Torej, najbolj preprosto povedem, najbolj zakomplicirano vprašanje, ki ga imamo v življenju, je, kdo želite biti? Kdo je oseba, ki jo oblikujete s svojimi besedami, s svojimi odzivi? Kakšne odnose gradite preko svojih odzivov? Kajti, če ste, mi boste oprostili, če sem preveč direktna, če ste takoj užaljeni in mulo kuhate, po vsej verjetnosti ljudje se ne bodo ravno z veseljem z vama družili. Če pa tej svoji domišljiji dopustite, da je optimistična, da je dobrovoljna, da se poheca, da je izvirna, boste pa seveda imeli okrog sebe veliko bolj pozitivno družbo. Torej, ne pasti v zanko tega, da imate okoli sebe ljudi, ki jamrajo in potem kar malo pozamete to energijo nase. Vaša domišljija pa seveda takoj postreže z dokazi, kako zelo je vse grozno. Torej, to je izziv preostanka leta za vas. Število življenjske poti 4. Malo bolj resnobni ste, malo bolj tradicionalni ste, malo kar orankni ste nagnjeni k temu, da bi bile nenadne spremembe del vašega življenja. Zato si mislim, da izmed vseh števil življenjske poti se s temi turbulencami, s to negotovostjo, ne bom rekla, da slabše soočate, ampak da mogoče vam gre malo bolj na živce kot ostalim številom. Kaj je zdaj tukaj lekcija? Prepoznavanje drugačnosti, prepoznavanje potrebe po rasti, po spremembi, prepoznavanje vas samih, tako kot za vse nas. Vsi sami sebe pravzaprav prepoznavamo v vseh teh dogodkih, v vseh teh doživljanjih, izzivih, odzivih. Ne biti trmasti. Ne se oklepati nečesa, nekih spominov, nekih prepričanj, nekih okvirjev, ki so nekoč delovali. Morda se tega niti ne zavedate. Jaz verjamem, da prav vsi, ne glede na naše število življenjske poti, se v določenih situacijah, v določenih odnosih, v določenih navadah oklepamo neke miselnosti, nekega načina življenja, nekoga, kdor smo mi bili, ne pa dejanskega stanja tukaj in sedaj. Torej, največje darilo, ki si ga lahko sami sebi date, predvsem avgusta, je, da si preprosto pustite biti, kdor ste, in spremembam tudi. Torej, če vam pomaga, si recite,
Letošnje leto je takšno, drugo leto bo boljše in dejansko bo boljše, kajti 22, ko se štejemo, je 4, to je energija, ki je vam ljuba, ki vam je blizu, torej tudi, če vam gre letošnje leto že zelo krepko na živce in ste sami sebi odveč, se potolažite, drugo leto bo bolje, se bodo energije začele malo bolj stabilizirati. Pomembno pa je, da vam ne gre na živce, da se stvari spreminjajo, da se ne oklepate preteklosti, da se ne oklepate nekega svojega prav, da ne trmarite. Ne trdim, da to počnete, ne mi zdaj to zameriti, ampak vseeno v določenih situacijah sigurno se odzivate mogoče malo manj prožno in spontano, kot bi sicer se lahko, kajti vse te spremembe, vse te stvari, ki se dogajajo v tem trenutku in ki bodo, kot smo rekli, septembra in oktobra močnejše, bi morda šle lažje mimo vas, če bi jim to preprosto pustili. Kar pogledajte 4, lahko rečete ok, ali pa se takole postavite in blokirate stvari. Torej, izbira je samo vaša in verjamem, da enih in drugih situacij bo veliko. Bistvo tega leta pa je, da sebe potegnete ven v tole špičko gor in da iščete nove poti zase. Število življenjske poti 5. Letošnje leto je za vas kot čokolada na nek način. To so energije, ki so vam ljube, to so energije, zaradi katerih mogoče celo lažje dihate kot prej. V določenih segmentih, to, da še vedno se ne moremo tako prosto gibati kot prej, sigurno vas moti. Torej, kaj za vas lekcija letos? Ne prav vsaki spremembi nasest, da je to pa zdaj to. Ne prav vsaki možnosti nasest, da je ta glavna, ta najboljša, ta ful dobra. Torej, ta vaša sposobnost biti spontani, ta vaša sposobnost biti odprti, ta vaša sposobnost biti preprosto vi je fenomenalna in verjamem, da marsikoga v teh časih v svoji okolici inspirirate, da so veliko bolj odprti stvarem, kot bi bili sicer. Ste nekdo, ki tudi sicer ne obsoja drugačnosti, ste zelo zvedavi, odprti, radovedni in ta firbec vam lahko v letošnjem letu malček ponagaja v smislu, da prav vsega, kar bi si pa letos zadali, pač verjetno ne boste dosegli. Ne biti zaradi tega razočarani, predvsem v mesecu septembru in potem kasneje decembru. To bosta 2 meseca, v katerih vas bo mogoče še najbolj premetavalo. Sploh septembra bi znal biti občutek, da ste malo najstnika. Torej, možno je uporništvo, možno so večje spremembe, večja nihanja. Po vsej verjetnosti, vse to, kar se bo septembra za vas spreminjalo, že naslednje leto januarja ne bo več aktualno. Torej, če bi se dogajale neke zadeve, ki pa vam niso všeč, naj vas potolažim, po vsej verjetnosti bodo izvenele v letošnjem letu. Torej, pravzaprav vas bi spodbudila, da svojo okolico spodbujate svojo energijo, kajti vi ste človek sprememb in iskrice v trenutku, predvsem pa obenem sebe še vedno negujte in še vedno prepoznavajte. In število življenjske poti 6. Junij smo povedali, da je bil mesec ljubezni do sebe, izteka se, počasi se bližamo juliju. Jaz iskreno želim, da ste v tem mesecu, kajti zelo je bil pomemben za vas, našli sebe, našli način, kako biti mama sebi, dobra mama sebi. Upam, da ste si postavili neke nove navade, neko novo, da rečem morda malo grdo, samodisciplino, da ste se včasih malo tudi za ušesa. Preostanek leta pa vam prinaša še marsikaj zanimivega. Torej, samski. V septembru bi se lahko vrnil nekdo iz preteklosti. Vezani, v septembru bi se lahko znova pojavile neke težave ali pa nesoglasja iz preteklosti za osebo, s katero ste. Torej, september vam prinaša na nek način preteklost, tako ali drugače. Morda se boste ugotovili, da ste malo bolj nostalgični in da pogrešate nekatere ljudi, predvsem pa verjetno sebe. Sebe iz nekega drugega okvirja, iz nekega drugega časa, sebe, ki ste na drugačen način delovali. Ampak vi ste še vedno vi, saj niste nikamor odšli, saj niste kar spakirali pa preselili na Mars. Torej, predvsem avgusta poiščite tiste dele sebe v sebi, ki ste jih pa vi zatirali, katerim pa vi niste pustili na plano. Kajti tako zelo radi postavljate druge na prvo mesto, da sebe zelo radi pozabite, nekako potlačite, torej vi sebe znova poiščite avgusta, potem bo prišlo obdobje preteklosti septembra. V mesecu oktobru boste pa določene nezdrave vzorce, tudi toksične odnose, tudi tiste vzorce, ki so zelo neljubeči do vas samih, občutno lažje presekali, prerezali in na novo pričeli. Torej, do takrat pa je domača naloga prepoznavanje, v katerih odnosih morda
Ste vi tisti, ki ste dobri samo takrat, kadar je treba pomagati, v katerih odnosih morda vi sami sebe zatirate in torej vaš odnos sami do sebe. Torej v letošnjem letu boste imeli polne roke dela, ampak v naslednjem letu vam obljubim, da se bo to splačalo. Za vas je še posebej pomembno naslednje leto, ampak o tem več drugič. Število življenjske poti 7. Ste tip človeka, ki vedno išče nekaj več v življenju, ki vedno želi dvigniti kvaliteto življenja, ki vedno se želi učiti izpopolnjevati. Če ste preveč perfekcionistični oziroma nepopustljivi do sebe in se najdete v temu, v letošnjem letu, sploh julija, dajte to dati na stran. Julij bo za vas pomemben mesec, v tem času boste prepoznavali neke svoje mehanizme, katerih prej niste zaznali. Če boste od sebe preveč prehitro zahtevali, če si boste nadali ful obveznosti in nalog, seveda ne bo časa, da bi sebe prepoznali. Še vsaka šola, še vsako učenje, vsaka izpit, diploma, test, sploh ni važno, potrebuje svoj čas, svoj mir. Jaz predvidevam, da vi niste učbenike matematike s sabo nosili v diskače in tam vmes med musko se učili logaritmov. In v življenju je podobno. V vsem tem frkerju včasih ni dovolj miru, ni dovolj časa, ni dovolj koncentracije, da bi sploh lahko delali na sebi. Torej, predvsem julija je čas za vas, da se prepoznavajte, iščete, raziskujete, ampak ne na silo, dajte si čas, pejte v naravo, prisluhnite sebi, objemite drevo, sedite ob vodi, povezujte se z elementom narave. Potem septembra se tudi vam lahko pojavijo strahovi iz preteklosti, ne spomini, ne osebe in tako naprej, ampak strahovi iz preteklosti. In potem kasneje novembra se lahko odvije močno zdravljenje nečesa, kar ste vi v svoj ugravirali, ko ste bili otrok. Torej, če govorimo o vseh teh omejitvah, kateri naj bi presegli, prva in najpomembnejša za vas je to, da prenehate biti perfekcionistični do sebe, določene stvari ne grejo čez noč in tudi prav je, da ne. Tako kot smo rekli za enke, včasih tako zelo hitimo, da pozabimo v stvarih uživati. Dajte uživati v sebi prav vsak trenutek julija, pa boste videli, kako bo preostanek leta popolnoma drugačen. Število življenjske poti 8. Tudi vi imate tako odločno, hitro, močno energijo, radi veste, zakaj se gre, radi ste dobro organizirani, učinkoviti, radi si postavite stvari in potem tako delujete. Ste magnetizem pa niste. Ste magnetni, zato tudi veliko ljudi nekako pritegnete k sebi. Torej, v tem času bi vam življenje lahko nagajalo za to, da bi prepoznali, koliko drugih možnosti še je, koliko drugih priložnosti še je in kje morda pa sebe ne postavljate na enakovredno mesto. Osemkrat, če jo pogledamo tako zgoraj, tako spodaj, simbolizira se prav zgoraj, kot duhovno, se včasih nahaja tudi iluzija. Torej, v kaj ste verjeli, pa se ni izkazalo kot resnično. In spodaj seveda ego, pohlep, vse to, kar bi si rajš mislili, da nimamo, pa vsi imamo. Torej, kako zdaj to uravnovesiti? Vse to, kar je, pa v bistvu ni, pa vse to, kar mogoče bi, pa morda zdaj najbolj pravih razlogov. Torej, predvsem julij bo za vas mesec, ko se bodo te stvari kristalizirale. Kaj je resnično tisto, kar vi čutite, da je vaše? Kar vi čutite, da vas izpolnjuje, kar vi čutite, da je vaše poslanstvo. Kasneje, avgust bo za vas mesec, ko vas bo življenje testiralo, ali res resno mislite. Saj veste, včasih si želimo sladoled, pa če je, če ni, včasih pa hočemo sladoled in smo zato pripravljeni iti tudi peš, če je treba v drugo občino. Torej, kaj je tisto, za kar se boste resnično postavili, kaj je tisto, za čimer resnično stojite, bo testirano avgusta. Potem novembra se vam obetajo nove priložnosti in prelomnice. Torej, konec leta bo za vas še zelo, zelo aktiven, dinamičen, veliko novega vam bo prinesel, predvsem potem decembra. Pazite na nove priložnosti, kajti tiste bodo pa priložnosti, ki bodo z vami ostale. In še število življenjske poti 9. Tudi za vas ni prav nič dolgočasno tole leto. September bo, kot ste lahko že uganili, za vas zelo, zelo pomemben. Kaj je tisto, česar iz otroštva še niste pozdravili in kaj je tisto, kar še iz prejšnjih življenj niste pozdravili, bo prišlo na plano. Ne glede na to, ali verjamete v reinkarnacijo ali ne, verjamem, da beseda in pojem karma smo kar nekako vsi osvojili. Karmo ustvarjamo tudi v tem življenju. Dejanja teh dni so karma prihodnjih dni.
Torej, če pogledamo zdaj takšne in drugačne dejanja in odzive tekom tistega prvega vala karantene, ko so nekateri pomagali starejšim, tudi če jih niso poznali, pa potem takšni, ki imajo verjetno doma še kakšen kilogram moke, pa WC papirja in tako naprej, je razlika očitna. Ne trdim, ne dajem vas ne v en, ne v drug kupček, to je samo primer. Torej, kaj je tisto, kar iz prejšnjih življenj morda pri sebi niste pozdravili, ker v prejšnjih življenjih še niste znali, pa ste se tu morda zdaj že naučili, ampak ravnate pa do sebe še vedno zelo mačehovsko. Kajti v življenju imamo vedno svobodno izbiro. Lahko, da ste vi svojo karmo že zdavnaj predelali, ozavestili, spremenili in presegli, če se vi na vaši nezavedni ravni še vedno obnašate, kot da si ne zaslužite ljubezni, ne zaslužite dobrega. Če na svetu je toliko lačnih, zakaj bi se zdaj vi tukaj nekaj izmišljevali? Potem sami blokirate. In to bo največja lekcija letošnjega leta za vas. Ali zato, ker je nekje nekdo v hujši stiski kot vi, si vi zdaj ne zaslužite dobrega? Močno vprašanje, kaj ne? Tole je bil pregled od 1 do 9. Tale teden se izjemoma nisem posvetila napovedi tedna, ker ti sicer ne bi mogla tako obširno in izčrpno povedati za vsako število življenjske poti, kaj prinaša preostanek leta. Napoved tedna si lahko pa preberete na moji spletni strani www.lili-sorum.com. Numeroskop je tam objavljen vsak petek. Verjamem, da se boste našli. Tudi tam piše po številu življenjske poti. In naša oddaja je prišla k koncu znova 1, 2, 3. Želim vam fantastičen preostanek leta. Upam, da vam bodo te informacije pomagale in se vidimo naslednji teden. Pa, pa!